Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. V zadnjih letih se obisk naših gora povečuje. Več je domačih in tujih gostov, narašča pa žal tudi število reševanj v gorah. Številne postaje gorske reševalne službe so zaradi množičnih intervencij preobremenjene. Če je bilo v Sloveniji število intervencij v letu 2013 392, v 2016 481, v 2019 že 604, je bilo v letu 2023 rekordnih 687 reševanj. V Gorski reševalni zvezi Slovenije že vrsto let opozarjajo na problematiko povečevanja števila reševanj in na številne težave mnogih postaj gorske reševalne službe širom Slovenije. Hkrati pa se zavzemajo za zakon o gorskem reševanju, ki bo celostno uredil status gorskih reševalcev in njihove dejavnosti. Janez Primožič je član postaje gorske reševalne službe Tržič od leta 1991. Od leta 2018 naprej pa je njen predsednik. Je član tudi vodstva Gorske reševalne zveze Slovenije, kjer opravlja funkcijo predsednika Komisije za reševalne tehnike. Janez je začel plezati pri 17 letih, leta 1984 je postal alpinist. Veliko je plezal doma in tujini, nanizal je kar nekaj prvenstvenih smeri, preplezal je vzhodno steno in se povzpel na vrh Aconcagve, stal je tudi na vrhu Ama Dablama v Nepalu. Je tudi alpinistični inštruktor in poklicni gorski vodnik z mednarodno licenco. V tokratni epizodi se z Janezom pogovarjava o vzrokih za nesreče v gorah, predstavi nam nekaj konkretnih primerov reševanj, razloži nam tudi, s kakimi težavami se morajo soočati gorski reševalci in nasploh, kako nam novi časi, nova realnost obiskovanja v gorah servirajo nove izzive in prepotrebna prilagajanja. Z nami v steni tokrat eden najbolj izkušenih, strokovnih in usposobljenih posameznikov v naši alpinistično-gorniški skupnosti, Janez Primožič. Ja. Jaz imam drugače razmišljanje osebno, ja. Glede uporabe svedrovcev. Glede uporabe svedrovcev, ja, tako da ne bi to temu odpiral klele. To bo še za kdaj drugi, čeprav to je zelo aktualna tema. Sej, je aktualna tema, pa ne vem, če koliko hodiš po svet, pa po Evropi, če že samo Evropo pogledava, no. Pa je tu Wilder Kaiser, ja, vse je navrteno, ne. Od štirk do in to gunih izstavžen, to sem 100, ne vem, 80 pa naprej, ne. Navrtali, opremali, naštimali varno, ne. Ja, no, sej, verjetno je, ali pa predvsem je to povezano z varnostjo, ne. Ja, neka logika stoji za tem, ne. Sem pa zanč plezal tale Val Montanaja, veš, Campanile de Val Montanaja, to je pa v teh Forlanskih dolomitah, ne. Ja. Ki je tak turen, veš, znan, ne, sej bo v planinskem vestniku enkrat. In je isto, ne, na štantah so že betoniran klin not, se pravi, dolg nazaj so opremali, ampak tam v detajle, ki je pa 5 minus, tam pa ni nič, ne. Ja. A veš, tam je pa pristopov, kako to opremljati, to je zdaj velika, ne, ja. Povej mi še tole od tega tvojega alpinizma. Vzhodna stena Aconcagve. Ja. Kakšna stena je zares to? Namreč to si ti s Filipom Bencetes to preplezala. Tisto poljsko smer, ja. Ja, ideja je bila južna, no. Midva sta prišla pod južno steno s fotkam od Petra Podgornika iz leta 82, ne. In po 12 letih prišel pod južno steno, bila pa južna stena čist drugačna, ne. Že takrat si to vse topil, kakor se tudi zdaj topi, razmišljali nismo, ne. In dol tist, kar je pa kopno, je pa to podrtija in to na kvadrat podrtija, ne, to se kar drobiti iz peska, ne.
Tako da neka ideja je poj šla, da to pa nova zlezla, ne, da so šla poj na gornjo stran. No. Vzhodno. In smo šla čez Nesedo čez, ja, pa na vzhodno stran, pa poj tam gor. Te stene ne poznam, moram priznati. To ni, mislim, takrat, ne vem, kako to zdaj izgleda, no, to je toliko let mim, ne. Takrat je bil 1000 metrov ledne flanke, ne, strme tam 50 stopinj, jaz vem, na ta težkih mestah, ne. Aha. A sta to eno dnevo splezali? Ja, mislim, tako, na 6 ur smo bivakirala, ja, ko smo šla pa čez podjužne stene, pa tam nek na 6000 pod tem ledenikom smo bivak naredila, pa na vrh pa dol, ja, v enem dnevu. Pa, a si do Ama Dablama še kje hodil kam? Pa sem pa jaz malo zgodb, ja, vmes v bistvu nič, ne, mislim, kaj takega deleč. Ja. Mene je ti splas odnesel. V Storžiču, v Kramarci. Pa sem bil malo potovčen, pa sem bil... Dobro, ti smo sanirali, ne, sam v glav pa... Je ostalo. Pa sem se pa jaz nekje najdel v teh reševalnih vodah tudi poklicno, ne. In jaz sem kot strojen tehnik prišel v nujno medicinsko pomoč, ne, in sem pač mogel tam začeti še enkrat, ne. Tako da imam 2 srednje šole, ne, pa poj faks, pa poj še ta magisterij in sem pač energijo takrat v to vlagal, no. Daj mi malo več povej o tem. Kako si v bistvu, kako je prišlo do tega procesa? Pač imel si nesrečo v Kramarjevi smeri v Storžiču, se poškodoval in to, kako potem je ta proces se zgodil, da si tudi toliko se najdu potem v teh vodah reševanja in tudi vsega stalega, ne? Ker namreč tudi zelo veliko sodeluješ pri izpitih z alpinista, pri komisiji za alpinizem tukaj pri nas, na Planinski zvezi, pa tudi ne nazadnje, tudi pri gorskih vodnikih si je vedno aktiven z nekimi strokovnimi zadevami. Kako te je od tega, bom rekel, tistega navdušenega alpinističnega obdobja potem zanesel bolj v te vode, strokovne in... Ja, zanimivo je to, ja, v bistvu začetek je bil čist divji, a ne, jaz sem kot mulc pač pustil šolo pa vse, a ne, zato ko smo tam pri 16 slišali, da v Ameriki pa sam plezajo po tega žveja. Sicer pa smo videli, da pri nas moš kar jeti nekam. Pa sem šel pa v kovačijo, ne, pa sem 4 leta kovača, ne. Ja. Pa smo plezali, ne, pa koval kline, pa spine, pa vse živo. Pa sem pa videl, da to ni, ne, tovarna ni bila za mene, to za ograjo biti je bilo groza, ne, tako da. Pa sem pa gozdarstvo, ja, sem tak težek krh služen cajt, ne. Ja. Ja. No, nekako je pa poj se to sovpadalo še, da sem se pač z Marijo, se pravi zdajšnjo ženo, spoznal, pa da je ona nekako dala neko idejo, da kakšno šolo pa le nared, ne. Pa sem mogel poj precej nizk štartati, veš, tako da sem ta prvi 3-letno naredil tisto poklicno za enega strojnega mehanika, da sem šel lahko ta program 3+2 dela, da sem strojn tehnika, ne. No, v temu se je pa vmes tudi ta plezarija je bila skozi bolj divja, pa skozi več smo plezali, pa za vodnika sem šel delati, se veš, koliko to energije pobere, a ne. No, pa se je pa ta Storžec zgodil, a ne. Mislim, seveda, ko se je Storžec zgodil, je bila žena 6 mesecev noseča, ne. Tako da po tismu smo se pač začeli ukvarjati še s ta malim otrokom pa to, a ne, in v tisti firmi gozdarski je bilo pa tako, da pa sem jaz z te rehabilitacije nazaj prišel, sem bil pa kao tehnološki višek, veš, tako po nekmu spletu na ključi, seveda ne zato, ko sem se tam zvalil, ne, tako je bilo povedano, ne. Pa sem pa druge del iskal, no, in sem nekako reševalno najdel, tako ta zadnja vrata v tistega vlaka, ki so šli še vozniki reševalci včasih, a ne. Seveda pa sem mogel pa v šolo jeti še enkrat, ne, tako da sem pa mogel narediti še eno srednjo, Ja. na Jesenicah. Ko sem pa tisto srednjo naredil, sem pa rekel, to ni vse skup nič, no, pa sem pa dol v Ljubljano letel na faks zdravstva, da sem še tistega skup spravil, ne. Zdaj pa, ko sem malo star, pa se ne znaš tako racionalno učiti, veš, smo povprečje 9 pa še malo, ne. So nas pa nazaj povabili tiste za
ko so magisterij prvič odprli, da smo šli še to pacata. Tako da podpišem se malo drugačno, se od tega, kaj drugega nimam. Ne. Ja, ok, ampak vse je pa to nek tak proces, ki človek raste. Ja. Veš, poklic je tak, da me je potegnil. Ko sem jaz to začel delati, pa je še poklicno, ne samo v hribih. V hribih sem bil gorski reševalec, že narejen takrat, ne sem bil že prej, sem bil že inštruktor tudi reševanja. Ima nek čar, no, ki nas drži, da to še danes počnemo, čeprav se zraven jezamo, pa stokamo ves čas. Ne. Tako, mogoče mi bo kdo že očitil, da samo vabimo goste vas člane GRS Tržič. Ja. Ampak skratka, imate pa tam zelo močno tradicijo, vidim. Ne, oddaleč se že to začuti, da ste zelo povezani, ta alpinističen del, pa pol tudi reševalni. Kako je ta zadeva zares pri vas? Kako da je to tako povezan? Ja, se morbiti je zdaj, še kar je, ja. Zdaj imamo spet ene 5 na izpitu za vikend, ko bi mogli se malo pokazati. Jih potegnemo za oja, no. Tudi smo še vedno aktivni inštruktori alpinistični, a veš, na ovo, jaz sem pač zdaj v eni osebi in predsednik GRS-a in GRS inštruktor in alpinističen inštruktor, sicer tam sem malo manj priden, no, ko mi pa je že cajta zmanjkalo. Ampak nekako ljudi vidiš tam, pa jih spoznaš, pa malo vprašaš, pa jih potegnemo. Ne. No, sej drugače je logično, ne, da v bistvu iz tega alpinističnega bazena se črpa se potem. To črpa, no sej se ne vsi, ne veš, sej eni pridejo mimo tega, ne, neke bližnjice oberejo. Zdaj, če ima kakšno poklicno zgodbo tako, da je uporaben ali pa tako. Sam mi v Tržič kar ustrajamo, no. Alpinistično šolo mora narediti, pripravnik mora biti. Svoj cajt smo govorili, alpinist mora biti, ne. Zdaj moramo se malo nazaj potegniti, pa tudi pripravnik rečemo, da je žuhka zraven stop. Pri gorskem reševanju aparatov ta problem, da je to pač prostovoljstvo, da je to pač zastonj, svoj prosti čas boš ponudil za to, da boš tam le enega šel iskati v ne vem kakšnem vremenu in ne vem kakšnih pogojih. Ne. In danes te mlajše generacije pač drugače gledajo, ne. Se borijo za svoj preživetje, pa mu nekaj delati zastonj lahko tudi odveč ali pa sploh nemogoče. Ne. Tako da ne moramo reči, tebe pa ne vzamem, če si prišel z eno željo, da pa to mora biti počel. Ne. Sam je pa ta alpinistična luknja problem, če teh izkušenj ni, ne, pa teh znanj. Si predstavljam za kakšne resnejše zadeve, skoraj ni združljivo verjetno, ne? To sigurno ne, no. Zdaj, če to gledam kot Tržač, imamo srečo, ne. Mi imamo precej tudi terena, kjer to ni potrebno, ne. Bo bolj potrebno znanje vožnje, ne vem, štirikolesnika, pa poznavanje vseh tistih gozdnih potk, pa vlak, pa kaj s tem česa, ne. Ja. Pa fizično prenašanje ljudi, ne. Imamo pa glih toliko enih sten zraven, kjer pa je ta zahteva potrebna, ne, in storžač in begunjca. Je pa še podrt za povrh, tako da pa treba sploh biti previden. Ja, to je pa tako lastnost naših gora. To alpinisti še presneto dobro vemo, ne. Ja, skozi bolj. Reševalci postal začet 90-ih. Ja, tam konec 80-ih sem se priključil. Alpinist sem že bil takrat in sem nekako sprejel medse in pa po nekom časovnem obdobju, ne vem, 3 let sem mogel narediti izpit tam začetek 90-ih, ja. Prej si omenil, da se danes določene stvari spreminjajo, pa prejle smo se pogovarjali tamle na vratih, ko sem prišel sem na Planinsko zvezo še s Tomom pa z Luko, da je danes pravzaprav na neki strani zelo veliko informacij, zelo veliko možnosti naučiti se. Tudi če sam začneš iz nule, a ne? Če damo zelo mačkano ob stran to, kar recimo nek upeljan sistem, ki ga imamo v Sloveniji, kako pride do nekih usposobljenosti, znanj, izkušenj, ne? Skratka, človek lahko sam pride do marsičesa. Omenil si tudi, kako so mlajše generacije drugačne, ne, verjetno s tem
lahko rečeva, da se danes so pač recimo na hitro malo drugačni časi, kot so bili nekoč, recimo. Ne. Ugotavljamo tudi, da je več ljudi v gorah, ne, več je pa tudi nesreč. Kako mogoče ti gledaš, ker si že toliko časa in v vodah alpinizma in ne nazadnje tudi gorskega vodništva, predvsem pa zdaj tudi kot gorski reševalc, zelo izkušen, zelo pleten v vse tole dogajanje. Kako gledaš ta nek proces, ki se skozi čas dogaja, pa mogoče do tega, kjer smo danes? In kako da je pravzaprav nesreč čedalje več? Ja, nesreč več, ne, se je toliko sprej omenil, ne, obiska je toliko več, ne, to je prva stvar, ne. Pa klele bi jaz ločil, ne, se pravi obisk turistov, ne, ki še, ne vem, ne, jaz bi jih rangiral tako, veš, eni so čisto turisti, ki grejo v hribe, zato so tam na Instagram videli en slikconega sončnega zahoda, pa bojo še oni, ne. Pa so pa še planinci, ljudje, ki so, tako kot se rekel, del enega sistema ali pa se saj trudijo biti na nekaj vključeni v to in nekaj preberejo, pa nekaj naredijo v to smer. In potem alpinisti in tako naprej, ne, se pravi, ljudje, ki so šli skozi neko izobrazbo, ne. Seveda nesreče se dogajajo vsem, ne, tudi nam, ne, tudi meni se je, ne. Zdaj, pri taki masi ljudi, ki jo zdaj po hribah srečavaš, ne, če smo dali Triglav, ki je letos vodilček, kdo je tam bil, vidiš, da je to glomazno veliko ljudi, ne. In ne vem, zdaj, če čuden rekel, ampak se nam je še malo zgodala, ne. Čeprav se bližamo številki 700 rešvanj letos, mislim, da se kar fejs bližamo, ne. Zdaj, s kakšnim razmišljanjem pa hodijo, je pa zelo zanimivo spremljati, ne, pa ugotavljati, ne, pa če eni itak nič ne vejo, kaj jih čaka in kako so opremljeni in zakaj so sploh tako opremljeni. Eni malo več vejo, ne, recimo zelo zanimiv je bil Madžar, ki sem ga spraševal, zakaj hodite klele k nam delati vaš državno prvenstvo v jadralnem padalstvu, ne. Ko glih v Tržičku rad skačejo dol s Križke dol, ne, in je rekel, zato ko imate rešvane zastonj, ne. Zelo preprosto, vaš država, ne. Zanimivo. Ne, in tega se zavedajo in tega je skozi več, ne. Ampak to je en aspekt, ne. Drug je pač, jaz mislim, da ta informiranost danes, ko pač pržgeš telefon, pa ti letijo filmčki, slikce od vsega in ljudje si pač drugače razlagajo, ko smo začeli plezati ali pa ko smo se, jaz ne vem, mi smo se resno podajali v to takrat, ne. Informacije, ki si jih dobil, so bile tiste, ki si jih dobil na Alpinvereinu, ne. Ali pa s kakšno knjigo prebral, sej internet je šel pa je prišel, ne. In smo nekako tudi verjeli tistmu, kar so nam starejši povedali, pa zaupali v to idejo, ne. Zato je mora biti tudi to počasneje se alpinizem razvijal v nekaj ekstrema, ne, kad danes pač vsak ve, da če nekaj pogledaš, vidiš, da je to dosegljivo, dojemljivo in pa se podajaš v tako obliko alpinizma, ne. Zelo zahtevno, ne. Takrat smo to bolj previdno tipali, pa sta malo žlico zajela, ne. Ker danes se ugotavlja to zdaj že par let, pa mogoče se zdaj približuje celo nek vrhunc, ali pa že, ali pa bo v naslednjih letih, ampak slovenske Alpe, predvsem pa Julijske Alpe, so zares postala neka taka hit destinacija. Pa ne samo v evropskem prostoru, ker očitno je zelo veliko tudi, ne, Američanov, Kanačanov, Azijcev in tako naprej. Skratka, Slovenija, a je to zdaj samo začasno, ne? Ali je pa so zaznali tudi pravzaprav lepote naših gora, dostopnost in tako naprej, ne? Mogoče tudi neko cenovno ugodnost napram, mogoče bolj zahodu, očitno tudi nekaj drugega, ne? To, kar si omenil s tem primerom Madžarske, ampak skratka, naše gore so zelo atraktivne in zelo taka vabljiva destinacija in ljudje prihajajo res množično, to pa za sabo potegne marsikaj, ne? In očitno smo malce tudi mogoče nepripravljeni za so to maso ljudi. Kaj meniš? Ja, lej, to je zdaj takole, a ne, jaz to tako gledam, a zdaj kot država pač oglašujemo, a ne, turizem in je pač turizem del biznisa, del posla, a ne.
In v tem turizmu je ponudba tudi ta gorniška, ne, se pravi od pohodništva do plezanja, do ferat, do aktivnosti v zraku, do kolesarjenja. Ne. In seveda pri vseh teh aktivnostih, kakršnih koli, lahko pride do teh dogodkov, nesrečne, ljubih dogodkov, ki bojo rabili neko pomoč. Ne. In ta servis je pa gorski reševalec od zadaj. Ne. To, kar smo prej omenili, je pa, mislim, če koliko jih hodimo po naših gorah, smo to opazili blazno razliko, recimo, že pred covidom, zdaj pa spet po tem obdobju spet bolj. In je masa tako polhna, da jaz sem se zgovarjal lani z enim Bovčanom, ne, ki je rekel tudi, da je bil na ta prvo, so ga grdo gledali ta domač, ki je to začel javno govoriti, ne, da je pač Bovc polhen, ni isto je Bohen polhen, veš, Kranjska gora je polhna, ker zdaj imamo idejo, zdaj imamo zaslužiti, ne, pa smo mehen manjko vsako pasjo hišco apartma predelali. Ampak enkrat je pa preveč, ne, da domačin tam ne more več iti normalno v štacunu, ne more več normalno se gibati, se pravi tega turizma je rato preveč. In če greva hribe pogledati, je spet čist tista zgodba. Ne. Na Triglav pač na leta vemo, da se v vrst hod, ampak zdaj, da se pa še drugje v vrst hodil, pa da všti v vrst pred vratem čakal v eni bajti, da všel nota, ne, tako kot v Franciji je malo hecen. Ali pa tudi ne vem, kam stvari pelajo, ampak tako, ko se rekel, neka meja se pojavlja, ko bo pa treba nekaj odreagirati. Ne. Vse to je, ne, sej turizem je zaželena stvar, ne? Seveda. In od tega mnogo kdo živi, ne? Dobiva kruh na mizi, ne? Če tako rečeva. Ampak vprašanje je zdaj seveda, kako smo pa sposobni se tako celostno prilagajati, ne? Na različnih stopnjah. Ja. Lansko leto smo bili tako, nekaj smo šli gor v Siljan, gorskim reševalcem gledati pač en štirikolesnik pa to. In debata tam, ko sem rekel, kdaj boste pa vi tale vaš smučišče povezali, zgumnuli nazad nasprot hriba, ne, s tem Sextnom, ne, ki pa sam še eno mašino postavili, sam še eno žičnico in je rekel, upam, da nikoli, ta domač tam iz Silja, ne, je rekel, lej, mi imamo svojo žičnico, pa imamo svoj hotel, pa imamo svojo cerkev, pa ne rabimo še uno, zraven prav. Dost. Za nas škoda je dosta, ne. In oni so že, recimo, takrat je meni ta ideja prišla, da so že toliko daleč naprej v razmišljanju, ne, da so rekli, klej pa treba ročno potegniti, pa reči, toliko je dosta. Ne. Če si prej, recimo, omenil, če nesreče, pa če kako do njih nastaja, kako do njih prihaja in če ločva, recimo, ta del turističen, ne, recimo, pa ne vem, mogoče pa me popravi, če bi rekel na eno stran dava nesreče, ki pridejo strani naših, torej slovenskih obiskovalcev gora, na drugo stran pa tujce, recimo. Pa mogoče je tako to preveč groba ločnica, pa absolutno ne mislim več slabega ali kakorkoli, ne. Ampak kako bi rekel, kaj so neke bistvene razlike, če so? Jaz sploh ne bi zdaj glih šel to skrajnost, da veš, da to delil tako po nacionalnosti, ne, ta je pa tujc. A veš, imaš tako med našimi kot med tujci, imaš ljudi, ki vejo, kaj se spušajo, ne, ki so pripravljeni na to in tiste, ki ne vejo, ne, se tudi naši ne vejo, ne. In enako tudi tujci. Eni so zelo pripravljeni, eni so preveč pripravljeni, ne, mislim, ali pa imajo preveč opreme s sabo za tisto, kar, ne. Sej poglej tole, ki agencije prek agencije oni pridejo do tega Triglava, ne, se pravi, nekdo jih je povabil v Slovenijo, jim je načrt naredil, sej mi kot vodniki smo tam samo en deležnik vmes, ne, tam počakajo nas gor na nebajti, mi jih vlečemo na vrh, pa dol. To je naš posel, pa gre pa on spet po svoji poti naprej. Ne. Se pravi, ta človek ima tudi spisek opreme, pa tudi ve, samo zdaj tam se zapleta pri tej besedi hiking, ne, ki pač ta prevod je včasih malo smešen, ali pa kaj je hiking od zunaj, pa kaj mi mislimo, da je hiking in tako. Ne. Enako pa med našimi, tako da jaz bolj to tako gledam, da a smo osveščeni toliko, da to res tako razmišljamo, a veš, da je navarno tudi gibanje po gorah, tudi če se gre peš, ne, da je, a je smisel, ne vem,
3 leta starega otroka vleči tle gor nekam na nezahtevne smeri, a še mora biti v ne par let počaka, a ne, a moraš tistega psa, ki ga imaš na ketenc, res do vrh Triglava spraviti, a mora biti nepšo z njemu, a ne, take stvari, a ne. Do opremljenosti, do tega, kako, a veš, drugače so pa tudi, ne vem, jaz sem v letu težek rešvane, zahteven rešvane, ne, ki je zgledal zelo nedolžen, ne, ko smo mlado dekle šli iskat kele tolminske navpične trave, a veš, tamle pod rdečim robama, ne, pa je bila punca čisto v enih takih čeveljčkih za po Ljubljani hoditi, v kratkih hlačah, z majčkim ruzačkam, res tam v eni strmi zeleni trojki zaplezana, sedela na polički za en laptop veliki, a ne, in postavljajo pa tam ena 4 metre visoka skalna barijera, ki tam čez pa nekako ni mogla. A ne, mene v življenju ni bo tako strah prešvan, ker sem se bal, da bom punco dol vrgel, preden bom jaz tisti trikoten sedež gor zapakiral, a ne. Že tako smo šli na 50 metrov višjik, smo se bali, da jo bomo odpihnili, pa so me poje dol spustili tako visok in jaz nisem mogel ne odpeti, ne stati zraven, ne načel luft, sem tam to gor natikal, a ne, in bilo res tako breku meni strašljiv zaradi tega, ker sem se zavedal, kaj se lahko zgodi, ne. A bila je pa sama? Bila je pa čisto sama, veš, brez opreme, brez vzga, brez pasu, brez ideje, da pleza, ne, ona je pač šla po nepoti, pa je pa falila, pa je bila pa kar nekrat, a ne, ampak to je tist, ki najbrž ni vedela niti, v kaj se spuša, ne. Če bi pa se ne. To je tak teren, ki tam nis, ne. A veš, tam človeka ne pričakuješ, tam logično ne greš, ne. Ja. A veš, in je bila naša gore lista, ne, se pravi, ni treba, da je tujca, ne. Ja, razumem. Ne. Kaj so pa tisti, verjetno vsem imate mogoče kakšno statistiko, ali pa kaj so največji dejavniki, ki vplivajo na to, da se ljudje pa znajdejo v neki nesreči. Ne, omenil si že, tale punca je zgrešila pot, je zašla in potem so se začele verjetno karte podirati, ne. Kaj so še te neki Zdaj, pri tujcih recimo se opaža to nepoznavanje naših gora, ne. Recimo, ne vem, te, ki pridejo z centralno-alpskega področja sem, ne vem, Francozi pa del Nemcev pa tako, ne. Oni pač si te 2000-ake jemljajo pač za perje, ne, za sprehod, ker tam v Šamu se vedejo, ne, so 4 ure visoke hribe zadejo, ne. Tako recimo vidiš, no, sploh te spomlad, pa to, da je spomlad še enkrat snega po severnih stranih, a ne, ne vem, Prisanka, ne, bila težka nesreča letos, ki je zdrsenila, je bila išla skozi okn gora, ne. Po Kopiščarjevi. Po Kopiščarjev, ampak še je bil orang snežiša so bile noter, a ne, guna je bila v nizkih čevljah in je tam zdrsenila. Brez res cepina. Ja, res cepina ni imela, ja, imela je tist ferata komplet, čelado, pas. In je padla na odzad, k sreči je padla, pa je, ki je dol drseva čez en skok, pa je bil pa rob nazev tako široka, da je tam zadnjo odpadla, ne. Ker če ne bi se imel ajdovske dekelce dol prvalava, pa da smo grabna, ne. Ampak rešvana je bil pa zelo zahteven, ne. Spet, ja. Seveda, tam je bilo treba in klasično, da prvo jo ven potegati iz razpoke, za samo to. Je bila poškodovana, fejst. Kado, ja. Ampak doktor je do nje prišel sam toliko lahko, da jo je zahaklal tam za nagurtno, pa so jo počas ven zavlekli, zvitlo. Pa spet sama? Mislim, ti zdaj ne vem, no. Okay, ja. Bila čist sama je bila, so bili eni zraven, ampak v glavnem težko je bilo, no. Pa 2 helikopterja sta sodelovala, recimo, enkrat ljudi, navaran je bilo, tako da so pa nekako živo ven spravila, ne. To je cel projekt, ne, ampak v bistvu tam takrat mogli še dereze imeti, ne. V tem je težava, zdaj, tudi, da so nepravilno opremljeni za določen letni čas, ne. Mi smo imeli na Kamaškem sedlu isto možaka, 150 metrov drsu po snežiš, ki je not pod okrešljašu, pa se orang poškodoval nogo, ne, mislim, tako grdo odlomljeno, že dolgo nisem videl.
Pa kdo ga je srečo stavil 3 metre naprej, 200 metrskim padcem, če še naprej se zavalil. Zdrs. Ja, pa je mu tudi tako smola od smole, da je telefon stavil, da poklicati ni mogel. Očitno je bil tudi nezavesten en cajt, ker je bil precej podhlajen, ko smo gor prileteli do njega. Je pa poje klical, in so ga slišali dol na Bajtno v Krešlju, da so poje začeli, da smo ga šli iskat, Nismo vedeli, kje je, smo cajt letali, da smo ga najdeli. Čakaj, kje je bilo to proti Turskem žlebu? Ali Ne, proti Sedlu? z Kamenška sedva dol proti Krešlju, veš, ko jih In je prišel na sneg? In je bil prišel na sneg, ja. Si predstavljam spet brez dres, cepina? Ja, res, ja. Tako v nekih takih bolj poletnih pohodnih čevljih, Se je bilo zgažen čez sneg, veš, sam vse veš, ko je, moraš vedeti, ko stopiš, pa čez mehen. To lahko te lebne vsak. Duhka vsak pade, Mislim, ne sem. Cpan je orodje še, ki ga moraš, letos ga mogel junija, pa še po julija nositi po naših severnih stranih. Kolikrat se vidi, recimo, ko si že prej Triglav omenil, ko pridejo ljudje, recimo, ne vem, mogoče iz Krme ali pa iz Pokluke do Planike, pa celo do Kredarce, pa nekako tiste snežišča še pregurajo, ali pa si jih da še mogoče celo obideti, pa pol Triglav še gre in potem sprašuje, kako je dol proti Doliču, ker je snega ogromen, pa tudi če greš, ker so na programu naprej proti Sedmeri, in proti Doliču in naprej Hriberce, Sedmera in tam je snega pa bilo, recimo letos junija še ogromen, in si samo pogledal, si videl flanke bele, in brez opreme in še, tudi če bi imel, vidiš, da je marsikdo sploh ni imel ideje, kaj bi tudi s tistem počel. Vse to vsi vemo, po teh snežiščih, nekaj pač. Ampak dejstvo je tako, navarno je, kakorkoli si ti izkušen, pa kakorkoli ti morbiti znaš stopiti v njih adidaskah, boš vse glih malo težko šel. Zdaj, če imaš v rokah saj palce, je že nekaj, če imaš pa cpan, pa lahko zaviraš, to je zgodba. Zato je ta orodje tako pomemben, ali pa saj in kladu. Koliko pa ugotavljate, da je nesreč, recimo mogoče, ko sva glih pri zdrsih, ko pa ljudje so opremljeni, imajo dreze, cepin, čelado, pač potrebno opremo, pa se vse nekaj zgodi. Ja, tudi so, se pravim, ni samo to, da imaš opremo, eno je pa še znati uporabljati to opremo. Seveda, ja. Eno so pa še kilometrine uporabe te opreme, pa še se recimo zgodi. In tako, zgodijo se lahko hecne stvari, ali pa sploh take, ki jih niti najmanj pričakuješ. Tako da, ampak brez pa bosa, po domač povedano. Omenil si že, pač zdaj sem omenila zdrs, prej si že omenil, kako si ljudje ne predstavljajo, kam sploh grejo, torej ne poznajo teren in kaj pričakovati sploh. Tudi iz tega naslova je verjetno veliko tudi teh nesreč, ko se ljudje zgubijo, ki si zaplezajo, obnemogli nekje obtičijo. In dostakrat so tudi to sem opazil, da opozarjate veliko, koliko je reševanj, ko pravzaprav sploh ni dejansko nesreča, da bi bil kdo poškodovan. Tega je veliko. Včasih pokličejo, da so zgubljeni ali pa da so obnemogli. Zdaj eni že znajo malo povedati, če reče, da ga boli še glava ali pa da ga boli v prsah, pa ga greš iskat, pa tudi če malo vejo. Ampak večinoma pa tu hribih kar povejo po pravic, da je naupajo več, da jih je strah. Pa smo leteli če pa je bilo to, ne vem, v bistvu še sorazmerno zgodaj, tam v maju meseca, čez Komno čez, pa že proti Krnskemu jezeru dol, 2 punce, iz Nemčije prišle. In tam sta bile res nad enim snegam, zdaj pa nista upale dol, se ni bilo drugega, helikopter zraven priletel, noč smo jih potegnili, pa oba smo jih pelali. In debata poj, kaj pa počne takle, sta rekli, prišli sta z avtobusom iz Nemčije pohajati po Sloveniji,
In ko sta prišli v Bohan, sta videli tam nek na zemljevide črto narisano, da se da prideti v Bovc in sta šli, ne. Brez opreme, z enimi ruzočki, v bistvu vse, kar sta zboj nosile, ne. Ampak sploh ne hribovske opreme, a ne, pač oprema za klele po Ljubljani hoditi. A ne. Se pravi, nek preberejo, da je v Sloveniji to lepo in da so lepe slike. Ne vem, a je to mora biti premalo povedan Evropi in tujini, a je to preveč povedan. No, ravno to sem hotel vprašati, kaj misliš, pa mogoče tudi na GRZS, če se kaj ukvarjate s tem, ne, ker vidim, da pravzaprav spremljam, pa tudi tukaj na Planinski zvezi, saj se nenehno opozarja, ne, spomlad, pa novinarske konference, pa na spletu, pa to, kar so omenila junijska sezona, ki je pravzaprav zelo reciva zimsko in vse, kar pa še zraven, ne, se zelo veliko opozarja v tem nekem slovenskem prostoru, ne, če se bom rekel spet za Slovenke in Slovence. A misliš, da bi morali pač na neki širši ravni, višji ravni v Sloveniji se tudi, glede na to, da je Slovenija tako atraktivna v tem gorskem prostoru za tujce, za turiste, ne, a bi morali se bolj angažirano soočati tudi s tem, da bi opozarjali tujce, ki prihajajo k nam v hribe in jih več delati na te neki preventivni osveščenosti, na opozarjanju na nevarnosti, ker očitno je veliko teh za nekega, bom rekel, gornika nerazumljivih nesreč, ne. Ta primer s tem 2 puncama, to je, si lahko misliš, ja pa Bog pomagi, ne. Pomagaj. Ja, res, preventiva, delamo, tako kot si rekel, ne, na vseh področjih se na tem dela, ne, pa če gledava od Planinske zveze do gorska reševalna, gorski vodniki, pač konec koncev policija, ne, ima ogromen na tem narejenega, ne. Jaz sem za te 2 punce, ki sem jih omenil, meni je to na misel prišlo, mislim, pa gun tam na Komni ima izpane zaračunal, za jesti ima je dal, a prašal jih pa ni, pa da preko posluš, zdaj gun s turno smučan hodijo tle čez, na morda vidi v takih čeveljčkah, pa bi jih obrnil, ne. Se pravi, a smo na vseh področjih toliko osveščeni, a so tisti, ki so na avtobajtah, oskrbniki ali karkoli že, tudi toliko osveščeni, a vidijo samo svoj kos pogače, a smo ena celota. To je mora biti nekaj, ampak ko se pa dotakneva še drugega aspekta, ne, zdaj, mi na te klice letimo, ne, helikopter gre, če je na voljo, če je vreme gre, če ne gre pa fanti peša, ne. Tudi če so zgubljeni, pa ob ne mogli, ne. Eni pa izkoriščajo to, ne. A veš, največ primer je bil Polak na Krederc, ki je klical, ker je hotel helikopter, zato ki je mu drug dan zjutraj ob 4 avion za domov, ne. In je klical ob 5 ali 6 popoldne, da bi rad helikopter, da ga dol pele, ne. Pa smo pač razložili, da je to reševalen helikopter, da to ni taksija, ne. Da obstaja pa ena druga firma, pa ne jo najame, ne, če hoče, ne. Ampak to je za moje pojme absurd, ne. Se pravi, on je vedel, pa še to, ki je bil, da se še zlagovni, da mu nekaj je, ne. Če bi rekel, da ga kolen bolijo, veš, se mu ne more šli najbrž ga iskati, ne. Se pravi, bi pričakoval, da pri nas to res vse zastonj, ne. Nekako to razmišljajo, da je pri nas zastonj, zdaj zastonj, ne. Mi imamo težavo v Sloveniji, da vsa ta reševanja so pokrita z enega pač državnega budžeta, ne. Zavarovalnica zadaj stoji ZZZS in je to nekako plačano, ne. Zdaj ti tujci pa imajo zavarovanja, ne. Tudi ti imaš zavarovanje, če greš v tujino, vsi ga imamo, ne. V Švici točno veš, koliko te ukošta, če ne boš zavarovana, ne. In oni tudi to imajo, ne. Sam pri nas enostaven nimamo orodja, da ta zavarovanje pobrali jim, ne. Men maha s tisto kartico od zavarovana, ki pride v helikopter velikrat, ne. Pa v redu, ne, lepo imaš, ne, fajn, sam nagre, ne. In to je zdaj tisto, kar pri nas nekako manjka, urediti ta sistem, da bi lahko pobral od tistih, ki so zavarovani denar, ali pa recimo, pa bi pa tudi lahko v nadaljevanju nekako
pričakoval in zahteval ali pa kakorkoli rekel, lej, če boš zavarovan je to takole, če ne boš zavarovan je pa takole. Ne. Seveda, absurd je pa zdaj to, ne, da boš pa, če bi pa čist na vse udaril, ne, tudi na naše kmete tam leke, veš, potem pa te gozdarji tudi ne bi upali klicati, ker slučajno ne bo imel nekega posebenega zavarovanja za reševanje v gorah in se bo vsak bal, prišel bo helikopter, ne, on bo pa tam v nogo skoraj odžagan od motorke. Ne. Ja, to je kar dilema. To so težke dileme, ne moreš kar črto narisati, od danes bo pa takole. Ne. Pa če se lahko malo pohecam, ne, nam rekel, da golobi pa ptički, ampak že kavke čivkajo, ne, po hribih o teh debatah in teh dilemah. Ampak ko si omenil konkretno tole dilemo, a poznaš kakšen primer dobre prakse iz tujine, kako je pa v Avstriji, ne? Tudi v Avstriji veva, ali pa Švica si omenil, ne? Verjetno imajo tam tudi te stvari urejene in so ljudje, imajo nek sistem, ki očitno funkcionira že desetletja, ne? Se vsi vemo, kako je v Švici, oziroma se tisti, ki hodimo tja, ne? Tam pač, po tem, kar smo mi, ki hodimo tja, videli, je pač skoraj to tako, ne? Ljudje se tega zavedajo in to pač plačajo. Ne? Zavarovane se uredijo in pojevijo, da bo zavarovalnica pokrila to, če bo potrebno. Ne? In ne razmišljajo več kot pri nas. Vse pri nas tudi, ne? Sam zavarovan ne bi bil, ne? Zato ker je pač treba vsak let tokle plačati. Ne? Pa ki pa reševanje nastop, bi pa ne vem, kaj vse naredil. Ne? Cene teh reševanj pa so drage, ne? To je razumljivo. Ne? Ja, ne? Ja, ampak to je en vidik, ne? Ta cenovni pač strošek, ki s tem nastaja. Ja. Saj jaz številk ne poznam, kaj to pomeni na neki ravni države. Koliko iz tega budžeta recimo je strošek reševanja v gorah. Verjetno je še vedno, si predstavljam, na neki globalni slovenski ceni to relativno nizka številka. Ne? Ja. Ni nujno pa, da je zanemarljiva, absolutno. Ne? Ampak druga stvar je pa tudi to, kar pa tudi vi reševalci sploh v zadnjem obdobju zelo veliko poudarjate, da ste preobremenjeni, ne? Da so določene postaje na meji, ne? Pa boš mogoče povedal, kaj je to, ali pa že prek neke meje, nekega človeškega, zmožnega. Ne? Veš, če se zgovarjava z enim kolegom tamle z Bohinja, je rekel, veš, kaj Janez, sem že kar malo zgaskab dosta, ne, imam zdaj samo v avgustu 30 rešvana, ne. Ja, ne, prav v Bohinjskih, pa še gunah s helikopterjem, skupaj je pa tokle, ne. In sem rekel, ja, ne, se to verjamem, ne. Pa še vedno sodeluje z mano v izpitni komisiji in komisiji za reševalno tehniko, pa še kar dela, ne. Se pravi, kam gre zdaj ta entuziazem ljudi, ki delajo za stona, ne. Imaš pa določena področja, ne, zdaj mi smo tako razdeljeni, ne, 17 društev v Sloveniji, ne, teh gorsko-reševalnih, ne, in vsak neko svoj vrtiček pokriva, ampak za ene zdaj že vemo, ne, pa jih ne bom zdaj glih po imenih, da me kdo kot društva, da je starostna struktura recimo reševalcev že problema, ne, pač so stari ratala, ne, 70 in a veš, če povprečje enega društva s 60 let staro, pa je veš, da so stari vmes. In zadaj so pa težka zaledja, težkih sten, veš, mislim, Julijci so konkretne doline in konkretne smeri in konkretne stene za reševati. In se že povezujejo malo med sabo, ne? Tako da iz Gornje Savske recimo zelo dobro sodelujejo in moja strana in Kranjska Gora in Rateče, enih drugmu hodijo reševati in tako. Ne? Bovc je tudi zadaj ogromen področje, v Bovc kamorkoli greš peš je daleč, Bohan je tudi ogromen področje, oni hodijo po par ur peš v reševanje, ne po pol ure. Ja. A veš, in je, težava, ki si jo vidi prvič, da jih je malo skozi manj mlajših, drugič pa to, da moraš biti še tako tehnično sposoben, ne biti fit, sposoben splezati, sposoben priti do tega ponesrečenca, ni vse tako. To si že prej omenil, ampak spet, to sta zdaj dve težave sva zdaj izpostavila, oziroma si jih. Eno je to, da je preobremenjenost celotne postaje, se pravi celotnega društva, tam skupine reševalcev, ki so na določeni postaji. To je ena stvar zaradi povečanja števila nesreč, druga pa to, kar si omenil,
Da je očitno pritok mladih glede na potrebe premalo. Mislim, A to drži? Ali je to samo mogoče na določenih postajah? Tako, mislim. Jaz zdaj spremljam, ko sem pač v tej izpitni komisiji to že kar več kot 10 let. Ne. Recimo, številka je zmeraj približno ista. Ne. Mi jih vsak let predelamo recimo tam med 25 in 35 reševalcev. Toliko se jih prijavlja. Okoli 30 je skoraj zmeraj številka. Ne. Ampak malo je ta teritorialna razpršenost problematična. Včasih so na enem področju, včasih so na drugem. Vsak področje ima neke svoje zahteve. Ampak problem je, kako ti v akcijo dobite, ker so pač prostovoljci. Se pravi, če bo zdaj klic ta trenutek, ne vem, ura je tokle, kolikor je, zjutraj v enem Bovcu ali pa v enem Tržič, konkretno zdaj pri nas v Tržič, recimo dobiti, koga bomo dobili za reševati. Ene dva višinska delavca, ki sta blizu doma, bo ta priletela, pa 3 penzionerji bojo prileteli. Ostali smo v službah takih, da ne moreš iti ven. In kle so težave. In pa recimo imamo pa neke, koliko nas država financira, pa vezano na nek normativ članstva, ki je že star 30 let in več. Ker je premajhan, ne vem. Jaz sem zdaj za svoj društvo govoril, ko imam pač podatek, nas je normativ 26, nas je pa 40. In teh 40 meni da na koncu pride 7 ljudi, 8 ljudi v akcijo, da sem jaz prepričan, da bo neka akcija speljana kadarkoli, zaradi tega, ker je masa ljudi toliko večja, da vem, da bojo prišli. Seveda, problem se pa pojavil pri tem, da ti pa država financira opremo pa tako naprej samo za teh 26 ljudi. Za tisto razliko pa pač mi nažicamo denar od sponzorjev, donatorjev, pač iz svojih sredstev pokrivimo te levovce, da smo vse glih oblečeni. Veš, to je malo heceno. In tega noben noče razumeti. Da so ene stvari, ki so jih zakorenili tam začetek 90-ih let ali pa še prej, mora biti preživete. Način financiranja bo najbrž treba reorganizirati. In ta odnos, ko pač mi smo pripadniki sil za zaščito in reševanje, spademo pod upravo za zaščito in reševanje, vse skupaj je pod vojaškim ministrstvom. Država ve, da nas ima, država ve, da na nas lahko računa. Lanske poplave so pokazale, da na nas lahko računajo tudi v drugih področjih, ne samo v gorskem reševanju. Ampak ki pa treba nekako postaviti neko možnost, da si ti opremljen, da si ti oblečen, da imaš ti, ne vem, pokrit tudi izpad dohodka, če boš takrat ven nekaj reševati, je pa problem. No, pa tudi poslušamo od različnih koncev, da so tudi različne prostorske stiske. Vse, težave. In tako naprej. Pri nas si bil primer Oprema, zgodbe, da bili zdravila skoraj brezne. Prostori so velika težava. Zdravila so druga težava. Zdaj, nek prostorski standard sicer jaz pravim, da bi mogli pripraviti, da bi bila to naša naloga strani Gorske reševalne zveze, pa ga lansirati državi. Koliko mi mislimo, da eno društvo rapa. Ko mi v Tržič smo bili en cajt na policiji, pa so nas takrat dali vedeti, da bomo šli z policije ven, pa smo ostali brez prostorov. Pa smo z nekimi skupnimi napori in občino in upravo za zaščito in reševanje pač angažirati, bilo treba ogromno drugih akterjev, da smo kar do teh prostorov prišli, ki jih zdaj imamo. In pa smo dobili prostore v izmeri 200 kvadratov in so vsi rekli, wow. Pa smo pa kad to nafilali, smo gotovili, da še ne 2 garaže rabimo morbiti, ki bo še 4-kolesnik v prekolca. Tako da to ni več malo, mislim, to ni več veliko, to je društvo toliko rab, to je ena skupina gorskih reševalcev, ima tokle pa tokle opreme, ima tokle pa tokle kadra, rab prostor, da se dobi, rab prostor, da se pogovori, rab prostor, da lahko noter vadi pod streho, pa prostor, da ima vso to opremo spravljeno. Ampak to je samo ena težava, so recimo prostori. Zdravila, ki sprej omenil, zelo hecanje. Zelo hecanje, ker nimamo mi kot zveza, ne moramo dobavljati zdravila, ki jih poje zdravnik, ali pa mi, ki smo zdravstven kader, po navodilu zdravnika lahko damo.
In ta zdravila se zdaj dogaja tako, da gre doktor tam, ki je zaposlen v neko svojo ambulanto in tam to nekako nafila še tisti svoj ampulari, ki ga za v hribe vzame. Ne. Da nam zdaj uporabo ne čudne besede, kako dela. Ne. Dejansko zdravila krademo. Ne. Ker ne moreš jih v sistem na nekoga napisati, Razumem, ja. ker danes ti do zdravil prideš, greš do zdravnika, zdravnik ti napiše recept in na podlagi recepta ti zdravil dobiš. Ne. In v sistem tako funkcionira in zdaj se dela na tem. No. Jaz računam, da to bo urejeno. Zdaj smo dobili toliko informacij s strani ministrstva, da bojo to nekako prek vojske drugih let dajali, ampak ni pa še. Ne. Zdaj prejšnji teden smo imeli en razgovor, je rekel zdravnik, ki ga mi bom pa verjel. Ne. Ja. Ker to ni nova zgodba, to je stara zgodba 20 let. Ne. Tako za nekoga, ki pač ni v gorskih reševalnih vodah, ko to posluša, je tako mačken. Ne bom rekel, da sem glih zgrožen, ne, ampak Yes. zelo nenavadno je, ne, ker vse to prostovoljstvo že znotraj Planinske zveze je zelo na udaru v časih, v katerih živimo. Ne. Ampak vseeno vas, ki pa pravzaprav hodite na te akcije in ne, če s tisto prvo akcijo, ki si jo opisoval, kako te je bilo strah v tistih vertikalnih travah. Ne. In ne nazadnje tudi poznamo na žalost stvari, ki so se zgodile, ne. Tudi s smrtnim izidom na strani reševalcev. In da potem, ne, pa nočem biti zdaj gostilniški, ampak da so stvari tako na nek način mačehovske. Da te osnovne stvari za vas niso poskrbljene, po drugi strani so pa za ljudi, ki vas kličejo, tako samoumevno, da boste prišli, to je težko razumljivo. No? Res težko razumljivo. To vsakmu razlagam, ko se v to, ko pridejo k nam, da bi bil gorski reševalec, zdaj imamo spet 6 na udaru zadaj, pa bomo spet imeli z njim takole razgovora. Pa povem, veš, tisti, ki te kliče v hribe, njega ne zanima, si ti tam nek prostovoljc, ki slučajno zdaj doma žlico pustil v krožnik kasedu, pa so odkosila teko tam in ga reševati. Za njega si ti nek profesionalc, ki si prišel kle gor, ki si za to in tvoja naloga je, da zame poskrbiš, ker sem jaz kle hado poškodovan, pa muhka nič ni, ali pa mačeren prst, zato moj kamen gor preletel. Vse to boli, ja, ampak sam ljudje drugače gledamo. Takrat, ko mene nekaj boli, sem jaz na svet najbolj ogrožen in najbolj me boli in največji revež sem. Tako razmišlja vsak. In pa mu rečeš, pa pejti tistmole stavčemu prstam malo peša, pa si pa najbolj nasraman. Pa kakšno odgovornost si Janez prevzel, da si človeka s stavčenim prstom poslal peša. Kaj pa če se zdaj on prekucne, pa bo zaradi tega te tožil. Taka razmišljanja imamo že danes. Tako da ta prostovoljstvo ima, po moje, da tudi nek limit. Vsekakor. Najbolj se pokaže pri tele ekipi, ki smo za helikopter, ki smo dole na Brniku, ki je še ena taka čudna zgodba. To ni več prostovoljstvo za moje razmišljanje, pa tudi razmišljanje marsikoga. Jaz sem se z začetku leta, ko so tam datumi kdaj, odločil, ker je rečen, vsak bo vzel toliko dni, kjer je dneve bom jaz tam. In to si 12 ur tam, zavestno, z vso odgovornostjo greš kaj v službo. To ni več nekaj, da ti greš, a veš, prostovoljstvo je, če meni leti nad bajto helikopter, pa da ga pokličem, zdaj imam pa glih cajt, ker sem glih fajn po južno, pa šel malo še leteta. Ja. Tam si tam in od tebe se pričakuje, da boš v tistih 12 urah strezno glavo in fit in sposoben in upremljen vse narediti. Pa je pa kle še en absurd, da je ta reševalec letalca, zdravnik je plačan za svoj del, po drugi liniji, piloti in ti so plačani za svoj del, spet po drugi poklicni liniji, ta letalci pa zastonj tam. A za vas pa malo muzike? Še celo, še vmes nek se ostal ta zgodba, ker drugače še denar namenjen je, samo do zdaj še nismo prišli do tega, da bomo to spravili v realizacijo plačila, kar bi bilo prav, ker to ni več prostovoljstvo. In to je to profesionalna ekipa, da tam tudi
prostovoljc ne moreš biti. Jaz zato, da na helikopterju delam, vsak let naredim tam 5 dni, 6 dni vaj, ne, recimo, ne, zato, ker moraš vsak let podaljšati to licenco. Ne. Na dni usposabljanja in izkušenj, seveda. Ja, sej, ampak vsako leto se ponovi zgodba, ne, ker moraš jati skozi, dobiti moraš kljukco, ne, in se to je prav, to mora tako biti, ne. Sam jaz pravim, da tukaj ni več, da to je že nekaj, ki je dodatno in tudi ta status, da smo mi kot prostovoljna organizacija, se ne bi zgubil skozi to, saj smo še vedno prostovoljna organizacija. A ne, ko mi pogledamo naša poročila letna, ne, recimo en društvo Tržač, koliko 1000, 2000 in 3000 ur prostovoljnega dela v enem letu narejenega, ne. A veš, to so številke, ki se marsikaj malo ustrezne poja, ne. Ja. Ampak le pa govorim konkretno ta del, ta reševalna ekipa helikopterska bo mogla biti enkrat profesionalna. To je sicer moj razmišljanje, ne. Zaradi tega, ker iz profesionalnih vod nujne medicinske pomoči prihajam, pa vem, da edino to pije vodo, ne. Tudi oskrba je potem temu na višjem nivoju temu primerna, ne. No, seveda. Veš, tudi ekipa, ne, ker zdaj a veš, ta prostovoljstvo nam nadaje tega, da bom pa zdaj jaz rekel, veš, če sem pa prostovoljc, pa s tabo lahko kar dodelam tamle gor, ki se spolomil, ne. Pa te lahko malo boli, pa kar malo trpe, ne. Ne, jaz ti moram dati vrhunsko oskrbo. In jaz, ki z tega prihajam, vem, kaj pomeni vrhunska oskrba. Tebe moram spraviti dol varno, tebe moram spraviti dol tako, da te ne boli, ne, pa da te ne bom še zraven povzročil dodatnih poškodb ali pa karkoli že, ne. In zato jaz mislim, da rabimo vrhunsko to nadgraditi, ne. Se pravi, imamo še vedno odprte možnosti biti boljši, ne. Pri vseh teh težavah, ki jih omenjava, ki si jih izpostavil, sem tudi zaznal, saj že pred časom, da se na GRZS v bistvu zavzemate pri slovenskih odločevalcev, če tako rečem, ne, da bi se sprejel nek celovit oziroma celosten zakon o gorskem reševanju, o gorskih reševalcih, ki bi pač nekako res kompleksno času in razmeram primerno poskrbel pravzaprav za vse to, kar si zdaj že izpostavil, pa verjetno so še kakšne stvari na neki širši ravni, pa verjetno mnogo malenkosti, ki bi prišle v ta paket. A mi lahko kaj rečeš o tem, kaj se dogaja, a je posluh, a je že kaj konkretnega? Ja, glej, zakon je pač ena od potreb, no. Če kakorkoli gledava, imamo gorski vodniki srečo, da so že takrat pred nam, ne, ali pa ko sem jaz začel se s tem vodništvom šolati, ne, recimo smo zakon o gorskih vodnikih dobili, ne. In nam res, kakorkoli ga imamo, kakorkoli je tam napisan, imamo ga, ne. In se lahko nanj sklicuješ, ne, ob določenih situacijah, ne, veš. Gasilci, zakon o gasilstvu, mislim, napisan not in za profesionalne in za PGD-je orang stvari in tudi obvezujoče do države ali pa tako naprej, ne. Mi smo pa nekaj, ki smo, ne. Pač takrat, ko nas rabijo, nas pocukajo, takrat, ki je treba nas opremiti, financirati, nas malo manj pocukajo, a ne. To je ta ideja, da bi ta zakon pač stvari uredil, ker zdaj pač ni toliko krovnega dokumenta, ne. Zdaj statut Gorske reševalne zveze, ampak ta nima teže, ne, napram državi, a ne. Zdaj pride do takih absurdov, da recimo naš župan dal, ne vem, 20 jurjev nam nekega denara, recimo kranjski župan jim je pa rekel Kranjčanom, kakšnega jurja mu pa mora biti najdle, a ne, drugače vam ne pa država da, ne. Pa vsi delamo isto zgodbo na različnih področjih, a ne. Tako da to bi bila prva stvar, se pravi finančno zgodbo urediti ali pa pač ta vso, in z opremo in z statusom in z vsem, ne. To bi zakon sigurno spravil na nek boljši nivo, a ne. Ker meni je ideja, če je prostovoljc, da prostovoljc mora imeti pogoje za to, da to lahko dela, se pravi, biti mora opremljen, biti mora naučen, imeti mora možnost vaditi, trenirati, a ne, se pravi, biti mora fit,
V končni fazi biti mora zavarovan. Ja, ne. Absolutno. Mi imamo zdaj isto, 26 nam jih zavarva država, a ne. Ta drugih 14 moramo zavarovati sami, a ne. Ni ta zavarovane na letni ravni. Ja, to je resno, ja. In mi jih pač svojega budžeta zavarujemo, ker jaz zavarujem tudi tečajnika. Tečajnika opremaš ali pripravnika, ker pripravnik je tisto, ki te prvo laufa, pa te največ nese. A ne? Ja. Pa še najmanj breku moj izkušen pa znanja, to se pravi, mora biti, a ne? Vsi mora biti zavarovan, to je prav. Wow. In da take stvari niso pokrite, a ne? In niso rešene, kar bi mogle biti. A ne? In da se naslanamo na neke pravila, ki smo jih postavili v začetku 90-ih let, a ne? To ni prav več, a ne? In ta entuzijazem, veš, bom kot izgoril, a ne? Ne bojo ljudje ves čas samo, vse nobenega nismo res, na vsega gremo iskati. Mislim, tako že spet od nekoga, ki oddaleč gleda, da so stvari tako sistemsko neurejene, hkrati se pa pričakuje marsikaj, ne? Vse to, kar vemo in tisti, ki hodimo v gore, imamo v zavesti in že v podzavesti, ne v smislu nekega lahkomiselnosti, če se pač, če v naroče se bo itak prišli po nas, ampak veš pa nekje tukaj je, ne, okej, če bo pa res nekaj narobe, bo pa mogoče vse nekdo prišel pomagati, ne, to pač alpinisti, gorniki, vse imamo in vsaj tisti, ki smo, bom rekel, približno šli skozi vse te procese, smo tudi vsem vam iskreno in resnično hvaležni, ne? Ampak verjamem, da pa iz vaše strani, ne, ko to posluša nekdo, si misli, kaj ćemo mi zdaj s to hvaležnostjo? Pa vem, da ste zelo hvaležni, pa tudi za vikend boste spet šli, ne? Vsi to govorite skozi, ne? Ampak da so pa stvari tako neurejene. Sej, dober, pa pustimo zdaj, koliko to težimo k temu, da bomo uredili, zdaj, kakorkoli, ne, nekaj smo zamenjali vodstvo, nekaj smo se drugi tam pojavili. Upam, da v država tudi imela posluh skozi večji in vse, ne. Je pa res, ne, to, kar sprej omenil, ne, tudi sam si siguran skozi svojo plezarijo, pa skozi svojo kariero bil po državah, po deželah, kjer vemo, da tega ni bilo, ne, s kakšno rezervo si šel, recimo, greš na tako odpravo, ne, ko veš, da tam ga pa ni Francen lahko iskat prišel, boš pa ti tistega už vrnesel, ne, pa če pogledava Južno Ameriko ali pa tudi Nepal ali pa karkoli, ne, ali pa te ideje, ki so bile včasih, ne, jaz, ki sem prišel zraven, to, če slišal, da se je nekaj zgoril, smo dol odabzali, pa smo šli kje, pa smo pomagali, ne, veš, danes je pa gun tam bil polomljen, folk je pa naprej plezal, helikopter pa zraven ni mogel, recimo, ne, se pravi, tudi s to miselnostjo našo je nekaj narobe ratalo, ne. Ja, to smo se tudi že večkrat pogovarjali na različnih koncih, ne. Tudi že znotraj alpinizma pravzaprav, kaj danes smeš. Ne, v končni fazi, ne, če že je prometna nesreča, pa si prvi zraven, ne. Ja. Kolikrat se zgodi zdaj, ko vam le tukaj pomagati, ne smeš ga premikati, da mu ne boš kaj naredil, da ne bo kaj narobe. Ampak že z nekega človeškega vidika se pravzaprav ne bi smel spraševati, ne. Ja, to si jaz tako razlagam, ja. Tista neka čist človeška, humana lastnost, da greš pomagati nekomu, ki je v stiski, je, ali pa ne bova rekla a priori, je, ampak bi morala biti, ne. Da smo nažalost pri tem pogojniku, da greš pomagati. Seveda, vedno je, to ni tako enostavno, ne. Vedno moraš človek pomisliti, da ne boš tudi sebe spravil, in tako naprej. In tudi se ne bi rad spuščal to, ampak vidim, da prihajamo v neke čase, obdobja, ki pa to ni več tako samoumevno, ne. In tudi iz tega stališča je potem mogoče bolj razumljivo, da gorski reševalci tako želite in pravzaprav pričakujete, pa ne nazadnje upam, da zahtevate v končni fazi od države, da se te stvari sistemsko uredijo.
Ja, lej, to bi mogli biti, a ne, in tudi to, kar sva zdajle načela, a ne, seveda, ljudje danes gledamo to tako ali pa drugače, a ne, jaz se ga nam dotaknil, jaz sem nam to naredil, ne vem, če bom prav naredil, ne, pa preveč gledamo te ameriške filme, pa te njihove tožbe, pa tako naprej. Ja, sej. Za vsako reč, veš, glih navš narobe naredil, če še enemu prst povil, a ne. Druga stvar je pa ta, a ne, ki se pa tudi nisva dotaknila, je pa še ta zgodba, da mi gremo, a ne, in reševalci bojo prišli, a ne, in ta razmišljanje, sej imamo backup zadaj, je super, a ne, imamo backup zadaj, bo prišel nekdo. Sam jaz zmeraj rečem, veš, recimo, zakaj sem jaz to GRS stopil sploh, a ne, med gorske reševalce. Jaz kot mulc, ne, nam šuh takalem stara matanka, pa delal tam, a ne, mi smo plezali takrat, smo bili močni, ne. No, in pa sem pa enkrat prišel na situacijo, ko sem pa začel razmišljati, ja šita, ne, jaz sem zdaj lekle lezel tako težko smer, če sem enkrat not kaj naredil, kdo pa v mene v teh starih hatov iskat prišel, ko vem, da na morju. Ne. In to je bila ena od tistih idej, da je prav, da pride en mlad zraven, glih zaradi tega, da v taki situaciji aktiven, ne. In pa pridemo korak naprej še do tega, da se pa už pa ti kot vodja nekega reševanja, ne, odločati. A boš zdaj 20 fotrov poslal tamle gor nekam, kjer je slučajen, se nevihta bliža, pa ko že treska na nasprotnemu hriba, pa ko se bo drž začel, pa jih boš izpostavljal temu, da se tudi njim kaj naredi, ne, tako kot smo prej omenila, tudi nesreče se dogajajo, tudi letos so se, a ne, se je zgodila nesreča med reševanjem, ne. A veš, nekdo mora za tem stati, ne. A veš, to odgovornost prevzemati, da jih nekam pošiljaš, ker veš, da je nevarna, da veš, da je za plazove nevarna, da veš, da je zaradi vremenskih in drugačnih pogojev, pa tma se je naredila. Pa. In tlele nam tudi manjka, no, neka podpora tej odločitvi, ne vem, neki protokoli, ki bi nam dali to možnost, da veš, da pa jaz rečem ne, je prenavaren, ne gremo. A ne. Danes ne, jutri ali pa. A ne. To so zdaj tiste težke odločitve, ali pa recimo, ko se na helikopter na kljuko obesaš, ko te tam skozi vrata ven, ko se postaviš, ko te sam še namen, ne, pripravljen za spust, ne. Prav jaz zmeraj na vajah hecam tam rečem, ja, kaj pa če mi rekel, nisem pripravljen za spust, ne. Ja, kako? A ne, ja. A ne, nisem Superman, a ne, to je treba začeti razmišljati. Ja, to so realna vprašanja. Realna zgodba je, da lahko nekdo reče, ne zmorem, a ne. Zadeve so tako zahtevne ratale, a ne, prvič imamo hribe skozi bolj podrte, drugič smo skozi bolj posod in plezamo posod in a ne, včasih je bila zgodba tudi, da je bilo treba prespati na to sten, pa prespati, pričukati noč, kakorkoli, ne. Seveda, pa reševanja včasih potekajo cele noči, ne. Ja. Zjutraj so pa, če sreča je mogoče sobota. Tako da je pa... Sicer pa služba, ne. Mislim, se pravim, to bi vse mogel zakon urediti, te refundacije in te pravice do refundacije. Ne? Recimo absurd, da dobimo lahko refundirano izpad dohodka. Ne? Ampak če grem jaz, cel dan sem reševal, pa moram pa v nočno. Ne? Jaz tisto nočno nisem sposoben v službi biti. Ja, ampak to pa ne gre. Ali obratno, a ne? Če smo po noč se reševanje v noč zavlekel, pa smo prišli ob 3 zjutraj dan, pa moraš pa v službo, a ne? Ti zdaj bi mogel biti glitko doma, a veš? To tudi ne gre, a veš? To bi mogli tudi zakonsko not unesti, da tudi takrat človek ni sposoben delati. Ta človeški faktor, ne? Veš? V končni fazi tudi v naših epizodah smo že govorili o tem, pa tudi takrat, ko je bil Žarko Trunšnoc tukaj, je tudi govoril tudi v končni fazi v nekih človeških posledicah, ki se dogajajo. Vse vi ste soočeni s traumatičnimi situacijami, se niste iz železa, ne. Vsi vemo, ko smo soočeni s težkimi življenjskimi situacijami, potrebujemo čas ali pa veliko tega, da se stvari predelajo, ne. In so tudi lahko posledice in nenazadnje tudi vsi vemo, kaj pomeni biti utrujen, ne.
iti v gore. Ne. Jaz sem včeraj recimo šel iz vrat na Gamsovec, pa potem prečil greben na Pihovca, ne, pa sem relativno natreniran. Ne. Ja. Pa danes mačkam čutim, ne, da nisem čist svež, tako bom rekel. Ne. Bil, ne. Ja. In vse te stvari vplivajo, ne, na vas. Lej, vse to vpliva, a ne, in tudi še tisti del, ki sprek Žarko to omenil, a ne, mislim, ki ga pa on dobro vlada, a ne, se pravi psihološka pomoč in to, a ne, kaj se nam vse nabira, a ne. Veš, in tukaj je še ena zgodba, ki nismo supermeni, a ne. Zdaj, ko mi to rešimo, a ne, pa je tam eno težko reševanje, pa ga, ne vem, fejs poškodovanega, pa dokler je še živ, je to fajn, ne, pa tiste tam mrtvek dol nosimo, a ne. Niso včasih prijetne niti slike za pogledati, niti zgodbe za končati, ampak po na konc gremo pa napira, ne, a veš, ampak to ni to, ne. A veš, to v glavu se še vse nabira, ne, Ja. in ti to nas s sabo nosiš. In te stresne stvari se pa z leti začnejo kazati, a ne. Ampak mi smo močni desci, supermeni, nočemo slišati o tem, da bi pa šuha enemu takole se pogovarjati, pa povedati, da mora biti že ne 3 leta po noč nas piše, veš, od takrat, ko smo pa tizga tam ven spravljala, ne. Tako da mora biti je to tudi znotraj nas, a ne, stvari, ki so urejene, sicer imamo to vse na talarju ponudene, ne, razne zaupnike in to. Sam to v glavo preklopiti, da gorski reševalec je še zmeraj človek, ne. Tako da, in to na obeh straneh, tako pri tistem, ki nas rab, ne, da bo znal razumeti, da pridejo ljudje, da ne pride mašina do njega, ne. In na naših vrstah tudi, da smo konec koncev vsi samo ljudje in da če kdaj eden ne more, da je to za razumeti. Absolutno. In spet stvari bi mogle biti ali pa morajo biti sistemsko urejene in jaz res upam, pač oddaleč, ne, da bo na strani odločevalcev pa nosilcev moči toliko pripravljenosti, da za posluh za to in da se bojo stvari kar se da hitro v prihodnosti pač uredile. Ne. A veš, ampak zapletajo se čist druge, ne, a veš, zapletajo se ideje, to je tako, ne, ja, če bomo vam dali, pa moramo pa gasilcem tudi dati, ja, veš, pa konec koncev me ne briga, kam moraš gasilcu dati, ne. Jaz pričakujem, da bomo mi imeli urejeno, a ne. A veš, to so zdaj zadeve, zato je ta zakon tako. Ta prvi je bilo sicer strani države, ko smo mi omenili, to se mi zdi, ne 2 leti nazaj, ne, kot zveza, a ne, omenili, da rabimo zakon, seveda rečen, ja, a ne, fajn, a ne. Bomo zrihtali, a ne, pa videli, da gre stvari bolj v resno smer, da bi to zrihtali, se pa vsak malo ročno potegnil, a ne. A veš, ker so tudi druge službe še, se to je meni razumljivo, veš, ti imaš jamarsko reševanje, pa podvodno reševanje, pa kaj vse v Sloveniji še imamo, poleg gasilcev, a ne. Ampak pač hribovsko reševanje, gorsko reševanje je pa en aspekt, ki pokrije kar dobršen del države, pa ki mora biti urejena, ne. No, ampak če zdaj se mogoče vrneva na tisto, kar sva bolj v začetku govorila, kako se zlasti po koronskih časih število ljudi v gorah povečuje. In domačih na nek način, in gostov in tako naprej. Ste vi v nekem dodatnem šusu obremenitve, ne? Ker so se stvari generalno na višji ravni spremenile. Ne? Lej, jaz bom, če sam domač področje izpostavim, še enkrat se držal raj domačka. Zelenica, a ne, ki je bilo zelenic smučiše, a veš, v zadnjih letih na koncu je tam smučal recimo na dan 100 ljudi, a ne. Preh v Zlatica časih precej več, ne. Ampak prišel gor pa sparkiral, ne. Danes smučiša že dolgo let ni več, ne. Ampak fenomen zelenice je ratal pozimi tak, da parkiraš manj kot dol do Karavle, a ne, nekaj vrste, ne. Ja. In enako tudi zdaj polet, ne, se pravi, ta področja so nafilana ljudi,
ki niso alpinisti, niso hribovci, niso gorniki. Ne. Koronah se je pojavila, turna smučarija se je pojavila, ker naenkrat so vsi začeli s turnim smučem hoditi in to je bilo tam gor, ne, a veš. In jaz tako zmeraj v hecu rečem, kot predsednik tega našega društva, no, zdaj je pa sneh padel, no, zdaj pa jaz malo zrak zajel, pa celo zimo lepo čakal pa prosil, da bo lepo vse fajn šlo skozi, ne. In po je tam konc maja, ko tam od spod trava začne rast, pa se bom pa vdahnil, ne. Ker jaz se pa spomnim plazov z begunjšce tistih ta pravih, ko so prihajali dol, ki je bila ta srednja postaja do kolesa tam Žičance zasuta, ne, s plazovi, ki je okna ven zmetal z bajte, pa tako, ne, kako je to izgledalo, ne, in se bojim, ne, vedno se bojim, ne, tudi celo zimo. Ker tam gore eni so spet ljudje, ki znajo, pa ljudje, ki mislijo, da znajo, pa ljudje, ki sploh ne znajo. Ne. Tako da je težava. Je pa to fenomen, ne. Pa idealni pogoji so. Ne. Se pravi, vsi vejo, da je gor štrudel, pa košutnik, papir, pa čaj. Vsi vejo, da je od spod ogromen parkirišče. Kaj pa je to z Ljubljane, se usedeš v avto 40 minut pa nabele, ne. Po asfaltne cesti. Idealno. A veš, da to je, se tako že prav govori, da ne, 3 ure imam z vožnjo vred gor pa dol, ne. Ja. Do triangla, ne. Do triangla, ne. 3 ure ali pa še manj, ne. Ja. In pa se ti najdeš eden pa reče, wow, z lučko, veš, z lučko je pa še boljš. In jaz tratam še bolj penast. A zdaj boš še z lučko hodil, ne. In pa te jaz še podmajišem tam v tismo grmu not za Valenga, ne. Mislim, ja, ne, saj so atraktivne stvari z lučko. Jaz sem zmeraj rekel, se sem v svoji gorniški dejavnosti, pa tudi ti si, ne, z lučko smo prehodili čuda, ne. Ampak jaz sem z lučko šel zato, ki bo zjutraj treba ob 2 hita, ne, da spoj prišel na Materhof, ne, veš. Da pa namenoma šel z lučko, pa nisem šel zmeraj, no. Če se zdaj osredotočiva na slovenski del obiskovalcev gora, kaj lahko pravzaprav ob vseh akcijah, ki so jih tudi že omenjala, iz različnih ustanov, ne, iz različnih društev, zvez, ne nazadnje tudi policije, če to rečeva strani države, kaj lahko v tem prostoru še naredimo, da še mogoče neko zaveščenost ljudi, recimo, vsaj malce dvignemo, da bi prišlo vsaj do teh nesreč, ki so res bizarne, pa neumne, pa res nepotrebne. Pustva to, kar vsi vemo, ne. Nesreče se bojo vedno dogajale. Mimo tega ne gre. Nam, ki smo strokovno usposobljeni do začetnikov, to pač tako je, narava dejavnosti. Ampak vsaj te neke res bizarnosti, a se da sploh še kaj več narediti? Razen tistega, kar si omenil, če se bojo se stvari sistemsko tudi prek reševanja spremenile in bojo mogoče ljudje zaradi tega naredili nek miselni preskok. Tako jaz to gledam. Jaz gledam, da tako smo že prej rekla, ne, vsi ti, ki se s tem gorništvom ukvarjamo, primitivnih akcij je veliko na vseh področjih, ampak jaz bi se še usmeril na otroke, ne. Jaz bi začel res na temu in če bi to začel, pa vemo, da to delamo za 10 let naprej, ne. Jaz to opazujem skozi svoj poklic, ne, da danes res vidim mularijo za volanom, ga žurajo, pa ga serijo, pa je eden trezen, ne. In to ta preskok je še toliko višji gora, ne, ko sem jaz začel na reševalni delati, smo itak vse na barlane tam za volana ven vlekali. Zdaj pa velikrat eden trezen, nam rekel vedno, ne, ampak in zakaj, ne, sem jaz svoje 2 vprašal, ne. Ja, prav foter, zato, ker smo naučeni že ne vem kdaj, ne, da pijan pa ne smeš za volana, ne, iz šole ven, ne. In jaz mislim, da bi štartati mogli v osnovnih šolah, potem pa intenzivno delati v srednjih šolah, ker takrat so najbolj dovzetni. Ne, da bojo alpinisti, a veš, ampak da bojo vedeli, da je gorništvo pač dejavnost, ki ima take in take zahteve, ki moraš izpolniti take pa take pogoje, ker ima pač tudi zraven toliko nevarnih dejavnikov, ki vplivajo na neko srečno vrnitev domov, ker ideja je, da greš v hribe, da se imaš dober, pa lušten, pa da prideš vesel domov, ne.
To je res zelo dobra misel. Ja, in mislim, da bi potem, čez 10 let bi pa recimo analizo naredili, da je bilo to uspešna akcija, ni bila. Ne? Ker najbrž bo, a veš, kim potem ukrip pride. Seveda. Ker tako vse poslušaš, ne? Pa tudi že tukaj smo imeli, tudi že v naših epizodah smo in Jože Drava in Rudija Zamana, ki sta oba govorila, kako planinske krožke v šolah in tako naprej. Ne? Tudi Marija Štremfelj govori z Andrejem Vota, gimnazice v Gori in verjetno je tega še kar nekaj. Ne? Vprašanje pa, glede na to, da planinstvo pa outdoor aktivnosti nasploh, ne? Kar v končni fazi tudi vi pokrijate, ko gre kaj narobe, ne? Je pomembna stvar v Sloveniji. Ne? Zelo velik del prebivalstva se ukvarja s tem. Ne? In če smo včasih šli v gore samo prek planinskih društev, pa skozi tam neke oblike usposabljanja, ne? Pa ko ugotavljamo, kako so se časi spremenili in kako danes se ljudje gora lotevajo tudi drugače, mimo tega, ne? Je to mogoče res en zelo pomemben vidik, s katerim bi se dal neko zavest in pristop k celotni aktivnosti podajati mladini in potem, kot si rekel, bi bile tudi spremembe. Lej, jaz to vidim tudi skozi to. Ne? Mi delamo take akcije po šolah. No? Malo osnovnih šol nas pokliče, da pridemo predstaviti naše delo, opremo, pa tako. In tudi srednje šole. No? In od srednjih šol je bil sploh tak hud feedback nazaj, da pokličejo in tudi povejo, zakaj bi drug leč enkrat. Ne? Ker so tudi rekli, da jim sam otroci povejo, da to je pa fajn slišati, to je pa fajn videti. Ne? Nisem pripričan, da tega manjka. Ne? Ker je, tako kot se rekel, ne? Včas so bile planinski krožki, planinska društva in se skozi tega je šlo. Samo takrat je toliko manj ljudi po hribah hodil. Danes pa tako kot se rekel, eni grejo skozi organizacijo, eni grejo sami od sebe, ker je pač videl slikcev na Instagramu. Ne? In mi tega ne moramo. Te informacije danes prihajajo, veš, telefon odpreš, ti letijo informacije hribovske, takšne in drugačne in lovci na sončne vzhode in zahode in kaj s tem, kaj vse. Veš, tako je, ljudi bo skozi več to zanimalo, ampak prav bi bilo pa, da so pa nekako podzavestno. Sej, poglej, otroci danes vejo, da pri zelenemu semaforju se gre pa čez cesto, a ne? Ali pa tudi malo stari otroci to vejo. Vse vsak se najde vmes, vsake tok cajt in buksel, ko probaš vse glih prtrdeča. Ampak klele bilo pa isto, ne? Na daljši rok bi pa bil rezultat, sigurno bi bil, ne? Boljši. Še eno stvar sem te hotel vprašati, glede na to, da prihajaš pravzaprav ali pa sodeluješ pri, bom rekel, 3 različnih hišah na ravni neke strokovnosti, ne? Kako pa opažate ali pa spremljate mogoče v zadnjih letih, bom rekel, stanje neke nam rekel usposobljenosti, ampak skratka alpinistično dejavnost in nesreče, ki prihajajo pri alpinistih, ne? Torej, te, ki so mogoče bolj zahtevne nesreče, ki se v stenah dogajajo. In a se tukaj kaj spreminja, so se mogoče kakšni vzorci spreminjajo, a je teh nesreč alpinističnih več, so drugačne, opažate kakšne spremembe? Ja, pismo, kar so, ja. Mislim, nesreče. A veš, bil je obdobje, ki je bil alpinizem šel malo nadola, ne? Sploh ta hribovsk del stenskega plezanja, če se spomniš. Ne? Zdaj se spet veselo vrača nazaj, meni to všeč. Je pa res, da nesreče več. Če se spomniš, pred leti sem jaz začel ta razmišljanja širiti o tem, ko smo se zgovarjali, ko je bilo kar nekaj nesreč, ko so muloti dol, mladina dol padala, ko so jim frendi ven leteli, ne? Pa cele štanti na frendih, pa smo se začeli pogovarjati, kaj mi narobe učimo. Ali narobe učimo, ali kaj je težava, ne? Pa oba veva, da je frend ena glomazna težava, ne sam en segmentek,
ki pomeni, ne. Se pravi, prvič ga moraš znati uporabljati, drugič moraš ga znati, ne vem, stokrat prek zatakniti, da dobiš sploh to, kako to izgleda. Tretjič mora biti skala temu primerna, kvaliteta skale temu primerna, ne, in naši hribi točno vemo, da so temu manj primerni. Ampak se je nekaj očitno prijel, ne, ker zdaj pač na ta način tega manj, se pa druge stvari dogajajo, ne. Veš, smeri so stare ratale, podrte so ratale, kakšni klini tudi ven letijo. A ne, tako, in hudičev steber ni več tako nedolžna smer, se najbrž tudi takrat ni bila, mi smo bili tako bolj oplezana, ne, pa malo manj je bil podrt gor na vrh, ne. Ja, Veš, to se mi zdi, da je povezano, tako da teh nesreč hribovskih, težkih več, jaz mislim, da jih ni tako strašno več, ampak bolj odmevno se veliko govori od njih, ne. Drugače pa procentualno jih je pa vsak let približan in toliko let takih ostalo je pa. Tam. To sem mislil, če je mogoče ravno kakšnih takih, da so kakšni detajli, kakor si omenil, ne. Tudi čas slišim, grejo ljudje, a si ta smer, ne, v zahodni Triglavski se da pa brez skladva, ki je dosti noter, ne. Kaj pa vem, jaz sem bil mogoče še tako navajen, pa tako, bom rekel, vzgojen v takrat alpinistični šoli, a sem pa mogoče preveč ziheraš, ne, da skoraj ne grem brez kladiva Jaz tudi ne. v gore. Ne. Mislim, to greš, ne. Če je navrtan, mogoče okej, če veš, da je navrtan dovolj, ni druga sicer stvar, pa ne. skoraj da ne. To se vsi strinjamo, zato tudi hodimo kaj v Dolomite, tiste navrtane les, da sem ufleten, pa na Sončku je, pa dobra skala je, pa navrtan je, pa v bistvu frikaš, ne. Ampak to je nek drug pristop. To je drug potem, pristop, ne. A veš, če greš pa ti tamle v steno Triglavsko, pa točno veš, da rabaš skladov, ne. Pa že zelo malo, ni, ne veš, tudi v slovenska rabaš, ne. Ne zato, da boš, ampak če se pa kaj zgodi, bilo pa fajn imeti, ne. Seveda, zlasti je pa tudi vprašanje, ki je nekdo na tej nekem črti razvoja alpinističnega. Tako v je. začetku, ne, ti mogoče ne boš šel v slovensko skladbo, nek začetnik, pripravnik, pa skoraj mora iti, ne, ker je... No, sej tako mislim, a ne, sej to je res, a ne, pa smo bili olaufan, pa stok za sabo dal, pa je itak, da veš, v kaj se spuščaš, s kakšno opremo, ne. Sam, recimo, mene motijo te stvari, ne, ko smo včasih skozi hecali, ko smo rekli rana ura, a ne, slovenskih fantov grob, pa tako naprej, to je tam pisal, pod špičko na Gunibajti. Ja. A ne, ampak dejansko zato, ki je bilo zjutraj nam težko vstajati, ampak smo vstajali, ne. A veš, da smo šli v Koritniški Mangart plezati, šli v 3 od doma, a ne, pri nas, a ne. Ja. Zato, da sem tam eno ta 7 uro vstopil. Zato, ko sem vedel, da je 800 metrov stene take, ko te zboživi, tako vas posrano vstopa, kaj šel poj. No, ampak sej Ne pa, da zdaj v 10 to počnejo ljudje, ne. v končni fazi tudi letos so bile težave, oziroma sem tudi zaznal eno reševalno akcijo, ko je nekoga ujela noč, oziroma ko je prišla nevihta. Ne. Ja, težava je bila, seveda, to je bila... Zdaj, ali je bil razlog, da je nekdo prepozen vstopil v smer ali ne, to ne vem, ampak dostikrat pa je to problem, ne? Tudi, če se navežem na to, kar si rekel, zakaj je treba v hribe zgodaj hoditi. Saj to tudi se kot neka mantra že, ali pa kot lajna ponavljati, ne? In to z razlogom. Se tako se poje naredi, a ne, kakor se je najbrž naredil. Pač prvič ni bilo zgodaj, a ne, ampak je bil pozen, a ne, pa se je pa še zakomplicirala zgodba neka, ne, pa da se ti nekaj tam zatakne, pa nekaj ne moreš premakniti, pa tako naprej, in pa je pa noče, ne. Pa za povrh še nevihta pride in pa tisk so prej debatirala, a ne. In potem je šlo gor 10 ali 15 gorskih reševalcev, v tistem dežju, v tistem so tam pa abzajali ali dol, reševali, spravljali dol, a ne. Ja, saj vidiš, še ne vidi, ki ga mi ne vidimo, ne. Zdaj, če bi se tam enemu nekaj naredili, ne, bi se potem začele vprašanja širiti, zakaj pa, zakaj ne, pa tako naprej. Ne vem, a ne, to so res zoprne stvari, a ne. Vseeno se mi zdi, da skozi končni fazi iz tega bazena alpinističnega, ne, torej, ko gremo ljudje skozi proces alpinistične šole, se mi zdi, da je tudi na taki ravni, da se usposablja in ozavešča sočasno se te tečajnike, kasneje še po alpinističnih šolah
pa tudi poljsko sam proces izpitov na ta nek odgovoren način alpinističnega udejstvovanja. Ne. Ker v končni fazi sej več kot to, da se ljudje odgovorno lotevamo gora, ne moramo. Ne moramo narediti, ja. In tudi vsaj v alpinističnih šolah, ne, oba midva veva, tudi kot alpinista, kot alpinistična inštruktorja, tudi koliko nekih manevrov se pravzaprav učimo, pa usposabljamo tečajnike, pripravnike, če gre, ko gre že nekaj narobe. Ne. In v končni fazi pa tudi, če greva čisto na neko planinsko turo, sej druga raven, ampak isti mehanizem. Ne. Planinc se lahko zgubi na poti, ne, in tako naprej. In z nekim odgovornim pristopom se da marsikaj rešiti. Ne. Ja, veš, to je res, ne. Tudi sva prej gledala alpinistično šolo kot tako, ne, si sam veš, ne, pač pridejo not tisti, ki jih res to vleče in potem tudi lahko ratejo vrhunski alpinisti, jih imamo vsak let nekaj, ne. Imaš tiste, ki bojo pač šli zato, jim je bilo to slučajno takrat navdih, pa tudi nekaj naredijo na tem, imaš pa ene, ki nekaj vmes ostanejo, ne. Pa niso gol alpinisti, so na nivoju pripravnik ali starejši, kaj s tem, karkoli že, ne, pripravnik. Do tistih, ki iščejo obvoz do gorskega vodnika, ne, se pravi, da se je tam vsaj 2 let pustil šlepati enem alpinistom, se pa ga itak prokužijo do toni, ne, mislim. Ja. Ampak konec koncev vsem tem ljudem smo vsaj neko znanje dali, saj če ga nekaj mu ga itak odpihne ta prvi veter, ko pride gor v hribe, nekaj ti pa ostane, ne, da v takih situacijah znaš odreagirati. S planinstvom pa jaz mislim, da je enako. Ne. Lej, smo imeli težavo, da mi je ženska razlagala po telefonu točen, kje je. Ne. In ona je videla eno planino dol spodaj in jo poznala poimenovati in videla pred sabo kle v grebene Košute, rekla pa Škrbina je pred mano, pa to. Sem jaz vse v glavu procesiral, pa sem rekel, ja, pa ste pa tam na Pungarški gori, pa ni druge, ne. Ja, vidim dol te goščevin to, ne. Ne, ni bila tam, ne, ona je bila kontra, a ne, ker je prišla na Košutniku, tu namesto levo je šla desno, a ne. In Ko ste pa najdli? Ja, pa jo je najdel tako s helikopterjem, da so jo začeli klicati, ne, pa so jo sprašvala, slišiš helikopter, pa je rekla ne, pa so leteli po grebenke skozi, zdaj slišiš, je rekla, ja, zdaj pa slišim, pa so še leteli, ja, zdaj vas pa še bolj slišim, ne, pa so jo pa videli, ne. Ampak, a ne, hočem reči, vsaj te osnove planinstva, gorništva, da ti veš, kje je vzhod, kje je zahod, je pa fajn znati, ne, ali pa fajn ljudi naučiti. Tudi planince, ne, se jim mora biti, tako kot se rekel, na planinski poti, mora tudi vedeti malo, kako se v osnove prve pomoči, pa aktivacije, pa klic, pa ne, te stvari, ki mi alpiniste učimo, kako se kliče, kaj se kliče, kdaj se kliče, kaj se pove. Tudi planinc mogo vedeti, ne. A ne, recimo vse organizacije, ki se s temu nekako ukvarjajo, bi mogle v isti rok tuliti. Očitno prihajamo vsi pravzaprav na različnih organizacijah v nekaj obdobja, ki so mogoče, tako kot si sam rekel, ne, stvari, ki so mogoče 50-30 let delovale, pa jih ni bilo treba veliko spreminjati, da pa očitno kličejo po nekih spremembah in ta množičnost in sploh novi časi, če tako strneva, zahtevajo neke prilagoditve, ne. In organizacije, kot je Planinska zveza, kot je GRZS, nenazadnje tudi ZGVS in tudi policija, smo to zaznavali. Zdaj pa, če strnem, ne, jaz vam res reševalcem želim in upam, da bo država znala prisluhniti in da boste speljali tale zakon čim prej, ker tudi stvari, ki si jih vedel, ki jih jaz mogoče poslušam, ne, ker sem relativno veliko v tele skupnosti, ampak tudi ene stvari so me pa tudi danes sem jih prvi slišal in so me presenetile. In samo še bolj lahko stojim za tem, da očitno res rabite nek posluh in konkretna dejanja. Ja, glej, tega se vsi želimo, ne, jaz mislim, da to za prihodnost gorskega reševanja se ni zabati, ker
toliko pa toliko jih pride, a ne, vsak let. Seveda bojo pa skozi bolj pričakovali urejen sistem, a ne. Ker imajo pa pravico, ne, tudi reševalci. Absolutno. In kot vedno, hvala te posebno in vsem reševalcem, da ste takrat, ko potrebujemo pomoč in pridete in poskrbite za nas, ne. Te pa mogoče še ena posebna hvala, ker si tudi vidim en tak most med različnimi organizacijami in vedno strpen in dobronameren in se mi zdi, da res razumeš, da smo v bistvu vsi iz enega lonca. Ne, vsi smo enega istega rodu, ne, kot je ti znani latinski rek in je prav, da tudi držimo skupaj in ne iščemo neke, bom rekel, nepotrebne prepade med nami, ker skupaj smo mogoče v končni fazi tudi dvignili neko zavest in v končni fazi bomo nesreč in tako naprej in bomo lažje sobivali. Tako da, Janez, hvala. Hvala in hvala za ta pogovor. Dobro, hvala.